Avto lahko pustite na velikem makadamskem parkirišču v dolini Ločnice in se do Mihelčičevega doma odpravite tako rekoč po poti, ki vodi najprej do Osovnika, potem pa zavije levo proti Govejku ali pa levo zavijete že bistveno prej po poti ob potoku mimo stare elektrarne in mimo nekdanjega doma legendarne Lužarjeve Mici. Sedaj je v domu za starejše v Škofji Loki. Drugo izhodišče pa je pri gostilni Legastja, kjer je sicer izziv parkiranje, saj je obiskovalcem Mihelčičevega doma na voljo le nekaj parkirnih mest ob glavni cesti, kjer je nameščena tudi tabla z opomnikom, da je Mihelčičev dom odprt v petkih, sobotah, nedeljah in praznikih. Pohodniki se lahko do doma odpravijo po makadamski cesti, lahko tudi z avtomobilom, primernim za tovrstni teren, ali pa takoj za gostilno Legastja, zavijajo na pohodniško pot in do končnega cilja pridejo mimo že prej omenjenega doma Lužarjeve Mici. Po tej slednji poti smo se tokrat odpravili tudi mi in srečali že prvo pohodnico s prvimi vtisi z uradnega začetka nove sezone Mihelčičevega doma na Govejku oziroma na Gontah. Moji vtisi so super, jaz sem bila izredno zadovoljna tudi takrat, ko je imel kočo Iztok, sem se zelo fino počutila, fantastično je bilo. Danes je pa tudi zelo lepo, v bistvu kar kipil tiste pozitivne energije, novi zagoni, nova volja, novi plani, tako da zelo prijetno vzdušje. Priporočam, da kar poberete šila in kopita in greste čim prej gor. Ponudba je tista prava za eno takole ne čisto planinsko kočo, ampak hribovsko kočo. Ponudba je odlična, danes imate polno štrukljev in vsega podobnega. Kakor sem uspela prebrati meni, bodo pa še take prave hribovske stvari, kot so ričet in tako naprej. Včasih se sprašujemo, kaj manjka tej lokaciji, da bi mogoče še bolj zaživela, kot zaživi. Kar se mene tiče in nič ne manjka, je vse super. Na odprtje nove sezone nas je povabila nova oskrbnica Mihelčičevega doma, sedaj Pirničanka, sicer pa Ukrajinka Ana Vrhnjak. Ta dom že leta obiskujem kot gostja in nekako se je ponudila priložnost, intuitivno tudi sem začutila, da ta dom je nekako manjka neke duše. In mislim, nekaj let sem razmišljala o tem domu in sva se pogovarjali, čeprav je malo smešen se zdi. Ampak ja, in mislim, da zdaj, ko je prejšnji najemnik zapustil dom, sem rekla to. Jaz želim biti tukaj, jaz čutim, da hočem biti tukaj. Da ima dušo tukaj. Tako, jaz srčno upam, da jo bom tukaj ustvarila. Vreme to soboto sicer ni bilo najbolj ugodno za uradno odprtje sezone, kar pa vzdušja ni pokvarilo. Uradni začetek je bil tak, kot si ga je predstavljala, s polno hišo in dvoriščem zadovoljnih ljudi. Pridružila se jim je tudi skupina gorskih kolesarjev na Martinovem kolesarjenju po Polhograjcih. Prva ugotovitev, ko prideš sem gor, je, da je danes res zelo pestro, glasba, veliko ljudi. Ste pričakovali takšen odziv na prvi taki uradni dan? Veste kako, sem pričakovala zaradi tega, ker ljudi me že poznajo od prej in mislim, da je to ena prednost Mihelčičeva doma na Govejko, da jaz kot lastnica in ustanoviteljica blagovne znamke Anjine domače štruklje že pred 7 leti ustanovila podjetje in tukaj marsikdo me že pozna po štrukljih, tako da ljudi, prijatelji, znanci, vsi, kar so odzvali se in da bojo obiskali ta dom, tako da ja, res sem pričakovala in sem pripravljena na veliko obiska. 30 litrov ričeta imam skuhanega za danes, jaz mislim, da bo dovolj, če ne, pa bomo vse štruklje pojedli, kar imam še na zalogi, tako da ja, pripravljena sem in jaz upam, da danes bomo fino se imeli. Leta 2004 se je Ana po naključju znašla v Sloveniji, spoznala moža Andreja in z njim ustvarila družino na kmetiji Prbrton po domače v Pirničah.
Večini nam pa je bila doslej poznana predvsem po svojem kulinaričnem delu, domačih štruklih z različnimi nadevi pod blagovno znamko Anini domači štruklji. 20 različnih sladkih in slanih ima na seznamu. Večina njih je bila tudi tokratna kulinarična dobrodošlica, poleg šilca domačega. Skrivnost Aninih štrukljev je seveda moja energija. To je ta prvo, ker jaz sem power. Jaz pa ne zaradi tega, ker moram se nekje, ampak taka sem. Taka sem po duši in štruklji neka jed, kar meni se je zdela zapostavljena na splošno v Sloveniji, ker poznamo pač prekmursko gibanico, ki je zaščitena, kranjska klobasa je zaščitena in marsikatera druga stvar, ki je zelo velikokrat v kulinariki se uporablja. Štruklji so nekam pozabljeni. Razen seveda planin, v planinah so, ampak dol v dolini recimo tega ne. Zato tudi moj projekt je bil, da spodbudim ljudi, sploh mlade ljudi, da jejo ta prave štruklje. Ta prave štruklje jaz delam popolnoma ročno. To pomeni, jaz testo mesem na roke, valjamo z lesenim valjarjem, skuhamo, narežemo in zamrznemo, kar prodajamo v malo prodajo, lih zaradi tega, da to tradicijo, to ohranjamo, to kvaliteto tradicije in prepletamo z tem modernim načinom življenja, ker nimamo časa, da dejansko domačo hrano, ta pravo narejeno hrano, brez konzervansa, z domačo skuto, z domačimi s kmetije, jajcami, da lahko otročke mehni jejo brez problema, da ti ne veš, kakšne ejeno, to recimo, ne, da prepletem tudi v ta na hiter način življenja, da so že skuhani in lahko tudi mi samo pogrejemo in dobimo na krožnik, recimo malce iz planin, tako bom rekla. Če sem prav razumela, torej tudi lokalne sestavine, Tako je. jih je dovolj tam v okolici. V Sloveniji ogromno manjših pridelovalcev, s katerimi se da povezati. Imeti je treba voljo in ne biti požrešen. To pomeni, da dati noter, tudi če je cena dražja končnega izdelka, ampak ti veš, kaj ješ. A veste, to je meni se zdi glavno vodilo, zato moje štruklje mogoče cenovno niso poceni, ampak jaz vem, kar dam noter. Ta dan je bil poleg res bogate kulinarične dobrodošlice na meniju še ričet z ljubeznijo, s klobaso ali brez, bučna juha ali kremasti objem jeseni ter različni štrudlji in torta, domača medena marlenka. Torej, kaj sodi na meni ene hribovske koče? Jaz kot ena navdušena pohodnica obiskovala kar dosti veliko koč in je stalnica v kočah seveda je enolončnica, ričet pasol, žganci, mleko upam, da bom imela, ampak še ni vprašanje časa, kako bom zorganizirala. Štruklje definitivno, kar to je pač moj namen, da štruklje je ena taka zlata nit tukaj, ki se plete vmes med ostalo hrano domačo. Seveda bojo kakšne pogostitve, kakšne skupine bomo organizirali. Večinoma je pa planinska hrana, seveda enolončnica, klobasa, pečenice, krvavice, zdaj prihaja čas. Tako da to, kar vemo, to, kar znamo, to, kar pričakujemo, da bomo jedli v hribih. Lastnik Mihelčičevega doma na Govejku, to je planinsko društvo Obrtnik s sedežem v Ljubljani, je v zadnjem obdobju zamenjal streho na obeh objektih, na domu jo tudi toplotno izoliral, zamenjal okna, da so energetsko učinkovita in obnovil tudi staro pohištvo. Prav v tej sobi so posneli nekaj kadrov tudi za film z zanimivim naslovom Ida, ki je pela tako grdo, da so še mrtvi vstali od mrtvih in zapeli z njo. Ste že prespali v tej sobi oziroma kdo bo prespal? Zdaj tako, trenutno seveda spim jaz, pa ljudi, kateri bojo tle mi pomagali. Dom je sicer nima veliko ležišč, namenjen je pohodnikom, kateri grejo recimo kakšno transverzalo, to je bolj verjetno poletne mesece,
ni lih hotel recimo, ne, ampak ja, za prespati, za kakšno toplo župco, jajčka zjutraj, skupna ležišča so, tako da je definitivno bo počasi tudi to obratovala, tako da ja. Mihelčičev dom je v svoji več kot 70-letni zgodovini zamenjal precej oskrbnikov, eden med njimi je vztrajal na primer le en mesec. Najemnina je na pogled sicer zmerna, so pa visoka pričakovanja lastnikov. Tokrat so prepričani, da so dobili dobro oskrbnico. Poskusili ste že Anine štruklje? Sem. In moram reči, mi da se srečala prvič, že pri pogovoru, pa ne zaradi štrukljev, jaz sem čutil njeno voljo. In to je največ. Manjka samo iskreni pristop in duša in ljudje čutijo. In ljudje pridejo. In jaz trdim, da problem obiska ni. Ljudje si želijo. Ta dom ima tako lokacijo, da je v neposredni, jaz sem povem, 15 km od Ljubljane. Je pa narava nedotaknjena, taka kot je bila leta 1935. Začetki pohodništva na Govejko segajo namreč v leto 1935, ko so člani Društva jugoslovanskih obrtnikov podružnice Ljubljana na dražbi kupili staro, propadajoče kmetijsko posestvo in ustanovili obrtno zadrugo za upravljanje s planinskim domom. Ob večji obnovi celotnega posestva pred dobrimi 10 leti se je izkazalo, da ga je blagoslovil ljubljanski nadškof Gregorij Rožman. Po drugi svetovni vojni so člani zadruge leta 1950 ob starem začeli graditi nov večji dom, ki je bil kasneje poimenovan po najbolj zaslužnem zanj, dolgoletnem tajniku zadruge Ivanu Mihelčiču. V začetku 60 let pa je bilo iz prvotne zadruge osnovano planinsko društvo Obrtnik, ki je še vedno lastnik doma. Današnji dan, ko gledam, ko imamo po dolgem času, menimo pravega najemnika, najemnik, ki bo temu domu dal ponovno dušo, ko bo dom zaživo. Mi smo, kar je bilo fizičnega, obnove tega, kar smo obnovili, kar to, ampak domu je manjkala duša in mislim, da dom zdaj dobiva dušo. Da pa dom funkcionira, rabi cesto, rabi vodo in mi rabimo pomoč, ker mi dejansko sami ne zmoremo. Več o dolgoletni problematiki vzdrževanja ceste in vodooskrbe, ki poleg lastnika in vsakokratnih oskrbnikov Mihelčičevega doma pesti tudi dva neposredna soseda na Govejku, pa v prihodnji oddaji. Zatokrat pa le še dve njuni razpoloženjski izjavi. Ste si že postregli, kaj je tisto, kar vas najbolj... V bistvu sem en mangal likerček podelil z ženo in sem zelo navdušen. Pa en piškot prej, do štrukljev pa še nisem prišel, kar gužva, tako da verjamem pa, da so dobri. No. Poskusila seveda takoj, mango liker je super, nekaj novega na tem hribu in teli štrukli 3 vrste sem že poskusila, zelo okusno, pohvaljeno in vabljeni.